Nas smo raziskali zgodovino čarovništva na naših tleh. Še prej pa o starem ptujskem pokopališču. Dolga leta povsem zapuščeno nekdanje mestno pokopališče bo občina Ptuj začela preurejati v spominski park, za kar so pridobili tudi precejšen del evropskih sredstev. Vendar pa Ptujčani, ki imajo tam pokopane svojce, opozarjajo, da občina to ureja mimo njihove volje. Predvsem se bojijo, da bodo njihovi nagrobniki odstranjeni. Nekdanje mestno pokopališče na Ptuju je staro več kot 200 let in je vpisano v register nacionalne kulturne dediščine. Tukaj naj bi od 18. stoletja dalje pokopali več kot 10 000 ljudi. Več kot recimo 3000 grobov je, danes jih ni seveda videti. Vsi tisti, ki so sedaj ostali, so tu nekje med 2000–2500. Tu noter smo prešteli 16 različnih narodnosti in je resnično zadnji dokument Ptuja o multikulturnosti in o zgodovini Ptuja. Po prvotnem načrtu občine naj bi med obnovo ohranili le 47 nagrobnikov, ki so spomeniško zaščiteni, preostale bi odstranili. Imena vseh pokopanih pa bi bila zapisana na skupni spominski plošči. Pri Ptujčanih, ki tu še vedno skrbijo za grobove svojcev, je to povzročilo veliko bolečine. Moja hčerka je tu pokopana, 3 leta pa pol stara je bila, ko mi je umrla. Od 78. leta je bila tu pokopana, mislim, da kar med zadnjimi. Noben svojec oziroma nobena družina ni dobila nobenega uradnega dokumenta, kjer bi se zaprosilo za prekop oziroma obnovo. Da pa bi kar nekdo naredil črto in zbrisal toliko in toliko grobov in seveda, kdo pa je tisti, ki je bolj pomemben, pa tisti, ki je manj pomemben. V smrti najbrž nobeden. Ne vem, kdo je lahko taki razsodnik, da reče, teh pa ne bo. Gospa Irena nikakor ne dovoli premestitve nagrobnika, sploh pa ne preselitve posmrtnih ostankov. Niti slučajno, niti v sanjah ne. Moja hčerka bila tu noter dana, to je bilo s hudo bolečino in da bi spet šla čez to, nisem močna. Ne gre, ne dovolim. V snovanje projekta se je vključila civilna iniciativa za živo pokopališče. Na zadnjem sestanku z županom v začetku poletja jim je uspelo doseči dogovor, da se ohrani 90% grobov in nagrobnikov. Mi želimo, da se to na nek pietetni način obnovi in da se funkcija lahko še vedno pokopališča tukaj izvaja. To je edino primerno in seveda tudi spodobno za mestno občino. Z občine pa zadnje mesece niso več dobili informacij, zato se ves čas bojijo, da dogovora ne bodo spoštovali. Med snemanjem reportaže pa so se vendarle srečali in pogovorili. Na podlagi teh civilne iniciative, ki je predlagala, da se tukaj ohranimo vse spomenike, ki so dovolj dobro v stanju, smo to upoštevali in to bomo tudi naredili. Pri zapuščenih grobovih bodo odstranili tudi okvirje. Grob ne bo izginil, spomenik ne bi ostal, vse površine okrog pa bi poenoteno ozelenili. Da bi pregnali vse pomisleke civilne iniciative, jim župan obljublja možnost nadzora. Ta monitoring skupina bo seveda ustanovljena in bo spremljala izvedbo teh del. Izkopov kosti ne bo, razen če bi to želeli svojci. Kosti, na katere bi morebiti naleteli med urejanjem poti, pa bodo premestili v skupno kostnico. Pomladili bodo drevesa, postavili klopi in prostor zaščitili pred vandali, ki so v preteklih letih oskrunili več grobov. Obnova vredna skoraj 1,5 milijona evrov naj bi bila končana v 6 mesecih. In kot je dejal gospod Gajser, bi to moral postati najlepši in največji spomenik najstarejšega mesta.